Pozdravljeni v poslovnih ritmih, oddaji za vzpodbujanje podjetniške inovativnosti. Inovacije in s tem tudi inovativnost zahtevajo in pričakujejo od medijskega sveta drugačne pristope. Iz obdobja poročanja prehajamo na obdobja napovedovanja. Smo v fazi oblikovanja novih generacij novinarjev, ki bodo o inovativnosti poročali iz vsaj 3 različnih vidikov: ekonomskega, tehnološkega in seveda tudi širšega družbenega vpliva. Govorimo o inovativnosti v medijih, katerih delček so tudi poslovni ritmi. Oddaja, ki jo lahko spremljate vsak zadnji petek v mesecu na TV Piki. Slovenski pristop k inovativnosti v medijih bomo predstavili tudi na 3. mednarodni konferenci na temo Innovation Journalism na Univerzi Stanford v Palo Altu, Kalifornija. Danes bomo nadaljevali s predstavitvijo ključnih poslovnih odnosov, ki vodijo k učinkovitemu poslovanju poslovnih sistemov. Vsako podjetje je živ organizem. Definira ga 8+1 ključnih poslovnih odnosov. Pa si poglejmo. Štirje ključni odnosi so notranji odnosi, in sicer odnos do poslanstva in vizije podjetja, odnos med zaposlenimi, odnos med vodstvom in zaposlenimi in odnos podjetja do lastnikov in obratno. Ti 4 odnosi predstavljajo ženski del, mehki del poslovanja in vodenja in jim tudi rečemo, da predstavljajo yin energijo. Medtem ko 4 zunanji odnosi predstavljajo trši del in odgovarjajo na vprašanje kaj in predstavljajo yang energijo. Osrednji odnos, ki je povezovalni odnos, pa vse te pripelje v resnici na sam izvor. To je na posameznika in podjetje je toliko močno, kakor ima samozavestne in močne posameznike. V današnji oddaji smo izpostavili posebej odnos do matere narave, v luči globalne zavesti in naše odgovornosti do bodočih generacij. Za učinkovito razumevanje poslanstva in vizije posameznega podjetja je pomembno, da razumemo njegov odnos in vlogo tako na lokalnem kot globalnem nivoju. V resnici smo vsi med seboj zelo povezani. To je še posebno razvidno v odnosu do naše skupne globalne domovine, to je matere Zemlje. Ohranjanje čistega okolja za danes in za prihodnje generacije je seveda možno le, če smo vsi deležniki ozaveščeni in skupaj delujemo v skupno dobro. Podjetje Acroni je eno izmed slovenskih podjetij, ki se močno zaveda pomena inovativnosti in ozaveščenosti v odnosu do okolja. Seveda pa je ta njihova ozaveščenost prišla v ospredje, ko so uspešno sanirali ekonomske vidike poslovanja. Pa si poglejmo njihovo zgodbo. O jeklarski industriji v slovenskem prostoru v vsakdanjem žargonu ne slišimo ravno tako zelo veliko, pa vendar je to eden izmed ključnih nosilcev slovenskega gospodarstva. Kaj v resnici to pomeni? Hvala lepa za kompliment. Je res, da je eden ključnih nosilcev. Umešča se ta skupina s svojimi družbami med prvih 10 največjih po prihodku. Je 6. največji izvoznik. To, kar je pa še pomembneje, je pa to, da sta 2 regiji v Sloveniji zelo odvisni od razvoja in stanja v teh družbah. Na Koroškem naše družbe v mnogočem definirajo stabilnost, razvoj in socialni standard življa v tej regiji. Na Gorenjskem je pa Acroni tudi ena izmed tistih družb, ki je nosilec razvoja in pa protagonist tudi bodočih, rečemo, dobrih scenarijev. Še en podatek je bil za mene zelo zanimiv, ki ste ga že predhodno omenil, to je, da ste 3. po ustvarjanju dodane vrednosti v skupini industrijskih podjetij. To ni tako enostavno. Na kakšen način to dosegate? To je za tako industrijo pravzaprav zelo dober rezultat. Je zelo dober rezultat in to nas na nek način ločuje od tistega stereotipa težka, umazana, neprofitabilna industrija. Pot do tega je bila precej dolga in veliko denarja je bilo tudi vloženega, tudi strani Slovenije oziroma ostalih davkoplačevalcev. V zgodnjih 90. letih je ta industrija doživela eno veliko katarzo. Kaj so bili tisti ključni koraki? Ključni koraki, verjetno dimenzija problema takrat. Še mlada država Slovenija leta 1992
si verjetno ni mogla privoščiti sesutja 3 bank, ki so bile ključno vezane na financiranje takratnih slovenskih železarn in pa seveda večjih socialnih problemov v mladi državi. Zato so se dosti zgodaj smelo odločili, da je to treba ohraniti in pa sanirati. Kateri ukrepi so bili nosilni? Nosilno so bila zagotovila in pa jamstva za dolgove, ki so bili do takrat ustvarjeni. Namreč v tistih norih časih po razpadu trga, morate vedeti, da je jugoslovanski trg predstavljal 85% trga slovenskim železarnom takrat. Je bilo seveda čez noč potrebno najti nadomestne trge, čez noč se tega ne da najti. Takrat je velika večina kapacitet ni bila v tržni funkciji, izgube so bile ogromne v enem letu. Takrat so bili krediti za financiranje te izgube izredno dragi in multiplikator je bil prisoten ogromen. Finančno se ni dalo drugače sanirati, kot ustaviti naraščanje teh dolgov iz preteklosti. To je bil en od teh ukrepov, ali pa takrat so nastale tudi te famozne obveznice, ki še danes tečejo v javnem dolgu. Druga stvar je bila pa prevzeti vso to socialno pasivo. Financiranje, prestrukturiranje, financiranje presežkov, ker moramo odkrito povedati, da takratne slovenske železarne niso bile sposobne konkurenčne tekme na svetovnem trgu. Bile so predimenzionirane, bile so navajene prodajati na jugoslovanskem trgu in pa v vzhodnih državah, kjer tržna ekonomija ni igrala nobene vloge in seveda kot taki smo bili neproduktivni in pa nedonosni. Ali je potem tej rekli, bančni injekciji sledila potem tudi tehnološka prestrukturiranja? Ja, tehnološko prestrukturiranje se je začelo šele z letom 98-99. Do takrat tudi pogojev ni bilo za to in tudi smelost poslovodstva takrat ni bila v tej smeri izražena. Z nekaterimi sanacijskimi ukrepi in pa z novimi obrazi, z novimi ljudmi v naših ključnih družbah se je pa ta sanacija dejansko pričela. Začeli smo z osnovnim zavedanjem, da mi velikim jeklarnam ne moremo konkurirati. Treba se je bilo usmeriti v tiste programe, tiste tržne niše, kjer smo lahko specialisti, kjer je treba veliko dodanega, kjer moč ali pa tvoja konkurenčna sposobnost ne definira kupljena, nabavljena procesna tehnologija, ampak veliko tistega dodanega, veliko nekih receptur, gnetenja, obdelave nekega materiala in to je tista dodana. Pravi znanje. Tako. In kakšno vlogo je pri tem odigral Acroni? Kako se pozicionira v tej vaši skupini? Acroni je eden od tistih, ki je v tej smeri največ naredil v preteklih letih. Acroni je izredno posodobil svojo tehnologijo, v mnogočem je prestrukturiral svoj proizvodni ali pa tržni program in Acroni je imel zadosti zgodaj smelost in pa zavedanje, da moraš biti pač nek nišni igralec, player, če želiš, da obstaneš. Močna ekonomska sanacija te branže, če lahko temu rečem, za sabo potegne tudi bistveno večja vlaganja v ekološko osveščenost in tudi v vse tehnologije, ki so potrebne za to, da se omili negativni vpliv na okolje. Koliko ste do zdaj že naredili na tem področju in kakšni so načrti za prihodnje?